vsake toliko časa, mislim, da se 2 do 3 take priložnosti na leto pojavijo, ko recimo neki asset class konkretno pade v neki zelo dober risk reward. Zdaj, eden izmed teh dobrih risk rewardov je po mojem mnenju Ethereum. Zdaj, če pogledamo to z res malo dolgoročnejšega grafa, vidimo recimo tole korekcijo zdaj od vrha, tam nekje, rečemo tam čez palec, nekje 44 ali pa 50% je bila tale korekcija od vrha do podna. Tako da jaz zdaj, ko pri strankah gledam portfelje, opažam, da imamo res kar konkretno povišane alokacije v fizičnem zlatu, še posebej zaradi tega, ker je kripto nižje, surovine so nižje, zdaj v bistvu zlato je pa ves ta čas šlo kar lepo gor, tako da zdaj, če pogledamo ceno zlata še, pa damo tole v evrih, pa mogoče kar pokažem tole objavo, ki sem je naredil znotraj Discorda. V bistvu tole, se pravi, tole je zdaj objava, kjer sem priporočal, da pogledajo to, da stranke pogledajo malo tole pa razmislijo, Se pravi, zdaj konkretno, zdaj naše alokacije pri določenih strankah so zrasle konkretno nad 25% celotnega premoženja, nekaterim tudi tam med 40 do 50%, in dejansko Ethereum je zdaj padel v eno tako konkretno razprodajo, kjer je smiselno mogoče nekaj denarja postrič z fizičnega zlata, pa mogoče začeti te dobičke mogoče malenkost prestavljati nekam drugam. Zdaj to je recimo cena zlata od leta 2018 naprej, v evrih, se pravi, je šla od, rečemo tam čez palec, od 1200 na 2270, se pravi, cena se je skoraj podvojila, tako da zdaj to je en taki trg, jaz vedno rečem, če nekaj zraste 50 do 100%, da pogledamo v primeru, da se nekje na trgu nekaj zelo dobrega nahaja v dobrem risk rewardu, je to potem neki taki trg, kjer lahko vzamemo nekaj dobička s trga. In to je pa recimo graf Ethereuma isto od leta 2018 naprej. In ta korekcija, še posebej v luči tega, kar se zdaj dogaja, da imamo extreme fear na trgu, pa poleg tega, kaj se fundamentalno za samim Ethereum dogaja, se pravi od tega, da zdaj Sony podjetje dela v bistvu Ethereum Layer 2 solucijo, na kateri bo parkiralo stablecoine v japonskem jenu. Vidimo, da vsi ti resni playerji, praktično vsi grejo na Ethereum. Se pravi, Ethereum je v bistvu neke vrste digitalna nafta, kjer bojo nekako vse države mogle svoje centralno-bančne digitalne valute vpeljati, splavati v ta sistem. In Ethereum je v bistvu že zdaj, mogoče zdaj, če smo že tukaj, mogoče tole pogledam, Ethereum, če pogledamo recimo inflacijo, vidimo, da ima nižjo inflacijo, recimo v zadnjih 30 dnevih, ali pa če gremo mogoče v zadnjih 361 dnevih pogledati recimo inflacijo Ethereuma, pa inflacijo Bitcoina, vidimo, da je dejansko inflacija dejansko negativna. V zadnjih 361 dni je dejansko Ethereum bil, se pravi, je bil deflacijski, za razliko od Bitcoina. V bistvu to pa se zgodilo predvsem zaradi tega, ker je dejansko vsi ti protokoli, ki se razvijajo na teh Layer 2 solucijah, kot je Arbitrum, Base, OP, zdaj prihajajo tudi recimo, tudi Sony bo naredil Layer 2 solucijo. Jaz mislim, da bo tudi Robinhood počasi začel razmišljati o